Sladoled je priljubljen tako pri otrocih kot pri odraslih. Največ sladoleda v Evropi proizvedejo v Nemčiji, največ pa ga izvozi Francija. Slovenci smo največ sladoleda lani uvozili iz Nemčije. Pri nakupu bodimo pozorni na sestavine v sladoledu. Najbolj zdravi so tisti, ki jih naredimo sami doma, kajti tako lahko res nadzorujemo kakovost surovin, ki jih damo v sladoled. Sicer pa je vedno treba prebrati deklaracijo, kajti to nam pove, kaj se pravzaprav v sladoledu nahaja. Poleg osnovnih sestavin se v sladoledu običajno nahaja še mleko v prahu, surovo maslo oziroma mlečne maščobe, smetana, mlečne beljakovine, laktoza, sirotka, jogurt, jogurt v prahu, emulgatorji in aditivi. Kot vemo, emulgatorji in aditivi niso najbolj zdravi. Barvila in emulgatorji lahko vplivajo na pozornost otrok ter črevesno mikrobioto. Prehranska svetovalka zato priporoča domače sestavine. Če ga naredimo recimo doma iz smetane, medu, sadja, kakava, vanilje, potem moramo gledati samo na prehransko vrednost, da torej ne pojemo preveč, da se ne bomo od tega zredili, pa da ne bomo toliko siti, da ne bomo imeli prostora še za kaj drugega. Zveza potrošnikov je testirala 16 vaniljevih ter čokoladnih sladoledov. Ugotovili so, da gre za precejšnja odstopanja med ceno in kakovostjo. V sladoledu so bile pogosto rastlinske maščobe. Nekateri so bili brez mlečnih maščob, a vseeno označeni kot sladoledi, čeprav gre pravzaprav za desert. Naključne mimoidoče smo vprašali, ali si sladoled radi privoščijo in kako se ohladijo v vročih poletnih dneh. Zelo malo jem sladoled. Ne vem, mi ne paše toliko. Ja, to je to. Kaj vroče, ne? Tudi ne. Rajš kakšno vodo ali pa kakšen špricer, tak nežen. Sladoled enkrat na teden. Pa ponavadi jem nekaj sadnega, jagodo ponavadi. Ponavadi stracciatelo, pa ne vem, enkrat na teden recimo zdajle. Prebivalec Slovenije na leto poje povprečno 4 litre sladoleda. Cena za liter sladoleda je v povprečju okrog 4,3 evra. Cena za kepico sladoleda pa se gibljejo med 2,5 in 3 evri. Največ sladoleda na svetu sicer pojedo v Združenih državah Amerike. Najbolj priljubljen okus pa je vanilija. Sladkor in hlad lahko stimulirata dopamin, ki izboljša razpoloženje. Sladoled je ponavadi sladkor in maščoba, torej bomo te stvari že pokrili s sladoledom, tako da je dobro dodati recimo prej zelenjavo in beljakovine, torej solate s piščancem, zelenjavna juha recimo z nekim mesom notri je dobra osnova, potem pa sladoled kepica 2-3. Tudi pri sladoledih, ki vsebujejo manj maščob, moramo biti previdni, saj je lahko dodanih še več aditivov kot v mlečnih sladoledih. Uživajmo ga zmerno, saj je temu tudi namenjen. Naj ostane priboljšek, ki razveseli in ne razvada.